Pozdravljeni v še enem svetovnem intervjuju. Tokrat gostimo enega edinega Čuka, Jožeta Potrebujša. Jože, lepo pozdravljen. Greva kar od samega začetka. Več kot 30 let si že Čuk in si tudi edini izvirni član še. Zelo dolga doba, pa greva malo bujati spomine. Ja, letos zapusta za Martinovo ne bi bilo točno 33 let od našega prvega nastopa. Ta 33-letnico Kristusovo leta smo hoteli spet, tako kot pred 3 leti, tudi letos v Cankarjevem domu obeležiti z tistim koncertom, takim, ko je bil takrat. Lahko se pohvalimo, da je to na YouTubeu najbolj gledan koncert od vseh slovenskih izvajalcev in nas ljudje res prosijo, naj naredimo še kdaj kaj takega, čeprav mi seveda nismo v prvi vrsti koncertni izvajalci, ampak smo bolj, bom rekel, veselični, zabava pa tako, ampak zgleda, da ljudje tudi zelo radi prisluhnejo Čukom tudi tako malo bolj svečano. Za posebne priložnosti. Ja, tako, ja. Na nizu si ogromno uspešnic. Kaj je recept? Sigurno te to vprašajo skoraj vsakeč. Kaj je recept za uspešnico? Mislim, to ti tako vsak pove. Če bi vedel recimo za vsako stvar naprej, kaj bo pa kaj ne bo, bi seveda potem človek same uspešnice delal. Je pa res, da na slovenski glasbeni sceni za to vrstno muziko, ki jo imam jaz rad, oziroma ne samo, ki jo imam rad, ampak jo tudi na koncu koncev izvajam in jo tudi v raznih televizijskih oddajah prenašam naprej oziroma na način reklamiram, ta nos, kaj bo pa kaj ne bo, ne samo za svoje uspešnice, mogoče za svoje uspešnice še najtežji, ampak jaz recimo, ko slišim en komad, jaz njegov naravni domet hita, ne to, ker ga potem recimo določene komade ene radijske postaje sforsirajo v nedogled, ampak tudi potem ponavadi te pesmi tudi potem, ko se nehajo predvajati, crknejo v trenutku, ampak za ta naraven domet, kako bojo se pri ljudeh nekako odrezale, pa jaz od nekdaj imam. In sem zadev večino vseh glavnih hitov, ki so se zgodili v minulih 30 letih, tudi skozi svoje oddaje, kot so, naše oddaje, kot so Na zdravje, Rakete pod kozolcem, Črn Peter. Ne vem, zakaj odkot ta feeling je. Mogoče tudi iz tega izhaja to, da sem jaz prej delal velike hite, predno sem se pa začel s tem ukvarjati. Pa je kakšna odločitev ali pa dejanje, situacija, ki bi jo danes spremenil, ki jo obžaluješ oziroma bi jo spremenil? Marsikaj bi se najdel. Misliš tudi v karieri Čukov ali v mojem življenju? V karieri Čukov in mogoče v tvojem življenju, no? Ampak vse je itak povezano vse. Ja, to je pa tudi res, ja, imaš prav. Ja, prav gotovo bi, niti ne bi. Lih v tem času korone, nad katerem vsi tako jambramo, tudi upravičeno seveda, marsikateri sploh glasbeniki, ker smo pač nasilno tako ustavljeni. Meni recimo je ta korona celo mogoče kaj dobrega prinesla, da smo se majčkeno ustavili, ker prej je bilo res vsega čisto preveč. In če bi lahko prej že recimo, jaz recimo imam ful visok limit tega, koliko zmorem oziroma meni je fora postavljati vedno meje, koliko lahko še manj spet, koliko lahko še več delam na raznih področjih. Ni pa vedno v bendu tako, a veš, in verjetno bi se svoje čase že prej mogel vprašati, ali je to, da je meni osebno neki fora, da se gre do enega limita, tudi drugim fora, veš, ker še vedno ansambl je pa recimo zbor 4 ljudi, in če gre to na kratek rok, ni problema, ker povprečen slovenski izvajalec recimo ima kariero od 1 leta do 4 let, recimo tista high kariero, pa nekako izveneva vse skupaj. Pri Čukih pa moramo reči, to seveda z veseljem in ponosom, ampak na dolgi rok se pa to gotovo pozna, da to kar traja in potem seveda v tem trajanju, ko skozi nekaj delaš in skozi nekaj tuhtaš, ni možno, da tudi drugi to dohajajo, oziroma ne dohajajo, se ne da sem jaz recimo ta motor, ki potem čisto nekaj, ampak nimaš časa stvari podoživeti,
sprot podoživljati sploh teh uspehov. Veš. Okay, uspehi, neuspehi ti itak hitro pridejo v glavo, pa hitro razdor v bendu naredijo, ampak niti uspehov nimaš časa podoživljati. Recimo, ko imaš ti enkrat 5 nastopov na vikend, pa so 3 super, pa že od srede naprej pa že na nove misliš, kaj imamo zdaj od tega, sam nekam bezlamo pa to. In eni člani benda tako doživljajo, eni pa tako. Ampak zdaj ste se ustavili, vseeno pa lani, oziroma v letošnjem letu ste dali kar nekaj komadov, tudi v 2, 3 se mi zdi. Ja. Kaj pa zdaj, sigurno imaš kakšen as v rokavu, kaj lahko napoveva? Ja, letošnje leto je bil v znamenju pesmi Mogoče, ki se je zelo luštno prijela, Jasna Koljaj v spotu pa Jernej nastopata in pa eno otroško pesem z naslovom Kam se želvica je skrila, namreč ansambel Čuki deluje na večjih nivojih, na večjih, bom rekel, frontah, tudi ne samo na narodno-zabavnem, pa na raznih pop scenah, tako majčkeno mešamo naše stile, ampak ena naša zelo prepoznavna stvar je tudi za otroke, kakšne pesmi naredimo in to zelo uspešno. Zdajle imamo eno pesem, ki jo bomo verjetno februarja dali ven, letos skoraj gotovo ne, ker ravno zdaj sem dobil potrdilo za nadaljevanje ene nove zabavno-glasbene oddaje pri Črnem Petru, ki se bo začela že kar decembra, zdaj hoče tako na hitrico, tako da smo majčkeno mogli vse skupaj prestaviti. Drugače pa januarja na nacionalni televiziji zaštarta sezona, ki je bila sicer že maja posneta, Ribič Pepe, že 14. Tako da se zdaj zna kar ene par novih stvari pojaviti. Ja. Ampak gremo pa pogledati, če Jože zasebno, ti si v bistvu estradnik brez škandalov, če tako rečemo. Kako ti je uspevalo v vseh teh letih tako mirno pot furati? A imaš občutek? Ja. Ok, no lepo. Če je res ta videz, če boš ti povedal, pa boš že več, ko si šlela doma. Meni je predvsem ena stvar fajn, zdaj se kakšen škandal iz tega rodi ali ne, ampak jaz v resnici živim, zaradi tega se to sploh grem, ker moj privat life je v bistvu tak, kakor je tudi natur life. In natur life je isti, kakor je life, ker jaz stopam pred kamere, ker sem Čuk, ker sem ustvarjalec oddaj, ker še kakšno drugo stvar v življenju počnem, pri meni je to vse isto. Ni treba paziti, zdaj je pa kamera stekla, zdaj bomo pa mi tole vlogo igrali, ker sem jaz televizijski ustvarjalec tole vlogo igral, ampak to je vse en in isti šmoren. In potem je samo to, a je to ljudem všeč ali ni. Je pa tako, tudi sam sem se zadnje cajte zalotil pri tem, to je res nekaj neverjetnega. Človeka na televiziji, s tistimi, ki jih jaz v živo poznam, ko bom v živo to, seveda sem, saj s temi, ki sem jaz, se imamo super z vsemi. Je pa res, da včasih, recimo, ko te kdo samo medijsko spremlja, pri Čukih imamo res to srečo od nekdaj že, da nas imajo ljudje po inerciji kar nekako radi. No. Saj naše komade, če že ne nas osebno, ne. Ampak se pa zgodi, da včasih pa medijska podoba komu ne paše, a veš, in šele pol, ko te osebno spozna, ampak to smo vsi isti, sem tudi jaz se že parkrat zalotil, da mi kdo gre, tako, da ga vidim tako v medijih, ga spremljam in mi je tako, kva. Pa ga pa osebno spoznam, pa vidim, da je to čist nekaj drugega, ampak to je pač ta barijera, ki je to, te kamere pa te mediji pač vnašajo v ta prostor in tle pomagati se dosti ne da, se mi zdi. Tvoja velika strast so tudi kitare, ne? Za tisti, ki mogoče ne vejo, si, bomo rekli, zbiratelj takšnih in drugačnih kitar. Katera je tvoja najljubša oziroma najdražja, če rečeva? Najdražja je ena Gibsonka, ki jih je na svetu samo 100 narejenih in je bilo ob 100-letnici Gibsona to velika fama okoli teh kitar. Eno imam jaz, drugače imam pa zbirko kitar, na katere v resnici tudi špilam. Vsega tistega balasta, ki sem ga imel samo zaradi tega, da sem ga imel, sem se pred leti znebil. Imam res 8 teh vrhunskih kitar, katere hodijo celo iz tujine. Letos poletje je prišel en gospod, ki sem prvič za njega slišal, ima doma veliko zbirko in je prišel k meni domov jih pogledati. Naj tudi povem, da nimam vseh doma, zato ker sem nam enkrat v bajto že vlomil, da ne bo kdo jih zastonj iskal, pa me budil sredi noči, kje pa imaš ti če uno kitaro. Drugače sem pa zbiratelj še nekaterih stvari, med njimi, oziroma ne bom rekel zbiratelj, ljubitelj, no. Med njimi so tudi ure, zelo velik fan sem ur, parfumov in še par stvari imam tako.
Sem glasbenik sicer v prvi vrsti po duši, drugače me pa v življenju veseli kar več stvari. Eno od teh je tudi potovanja, ne? Seveda. Prej si omenil, da si se ravno kar vrnil iz Dubaja. Ja. Zakaj se tako rad vračaš v Dubaj? Dubaj niti ni potovanje, jaz temu niti ne rečem potovanje. Dubaj mi gremo za par dni, čisto enostavno, da smo familija malo skupaj. Sem en redkih decev na tem planetu, ki zelo z užitkom hodim po nakupovalnih centrih. Se ne da bi ful kupoval, ampak to mi je enostavno lušten. Uživamo v tem, ampak to ni bistvena stvar. Bistvena stvar je, da sem bil letos na Expotu, se pravi na svetovni razstavi. Prvič v življenju pa sem že prej mislil obiskati, ampak je vedno tudi v Milanu nam je nekaj vmes prišlo, da ni šlo. V glavnem smo se na Expo, tudi na slovenskem štantu, kar nekaj zadržvali. Se splača videti, ni pa to, kar sem si jaz predstavljal. Priznam, da sem bil malo razočaran, jaz sem si mislil, da je to več vsebine, v resnici pa zdaj mogoče komu, mislim, sigurno komu krivico delam, ampak jaz sem mislil, da je več vsebine, v resnici pa več forme. Ampak je za videti, to smo letos poleg par dopustniških dni, jaz recimo sem norc tudi na športne avtomobile, jaz recimo v Dubaju lahko na križišu, ki je smrkal 7 let star, a veš, ti si predstavljam 7 let starega muda, lega Ferrari, lega Lamborghini, lega, daj snemati. Jaz sem čisto trgan. To je adijo, pamet, ampak jaz že to, da vidim, mi je to luštno. Pa malo po teh avtosalonih hodim, v puščavi smo seveda bili. Tako, uživamo, drugače pa Dubaj ni potovanje. Mi smo bili na potovanjih pa pravih po Ameriki, že 3-krat na Kitajskem, Južnoafriška republika, vse živo. Dubaj pa izgled. Tako. Si tudi ponosen oče in mož. Tvoja najstarejša hči Petra je vstopila tudi zdaj v, bomo rekli, estradni svet. Letos je bila na tekmovanju za Miss Turizma. Ja, tako. Bil si ponosen. Kako sam gledaš na to, da gre otrok po tvojih stopinjah oziroma v ta medijski svet? Ni to tako čist. Meni ni bistvo, da so punce v mojem miljeju, tem, se pravi, kar jaz počnem. Čist rad vidim, recimo Petra tudi pomaga pri mojih oddajah kot za Facebook pa Instagrame pa te stvari. Obe ste tudi pevke, dosti dobre pevke, jaz celo čist ne samo kritično povem, da ste v resnici obe bolj glasbeno talentirane, kot pa Ata. To pač tako je, tle nimam kaj skrivati. Imate tudi ful velik feeling za tisto, kar sva na začetku govorila, za uspešnice. Večina uspešnic, ki so nastale zadnjih 20 let, ste one dve prepoznale in tudi večina uspešnic slovenske zabavne, narodno-zabavne muzike, one dve verjetno prepoznate, kaj jaz. Niste še falile, ne vem, in ta feeling imate, to se mi zdi ful dobro. Drugače smo pa mi ena taka uživaška družina, uživamo v muziki, v druženju, kot so že prej rekla, v naravi, v nakupovalnem centru, se imamo luštno. Zdaj, če punce tudi se tlele kje najdete, Petra je bila pač povabljena kot ta za Miss Turizma, večkrat jo vabijo, ker je taka sklavžena malo posebna, nima pa ona kakšnih velikih ambicij potem, lahko se pa pohvalim, da dela pa svojo poklicno kariero kot zdaj magisterij dela za predšolsko vzgojo, tako zelo pridna. Eva je pa lih včeraj izpit za avto naredila po 18 letih, vsa vesela, tako da včeraj smo imeli praznovanje. Odlično. Evo, Jože, za konec pa samo še, ker se bliža veseli december, ena poslanica oziroma sporočilo vsem, ki naj jo gledajo zdajle za veseli december. Letos bo spet, kot kaže, poseben veseli december, zgleda, da ne bo toliko druženja, kakor ponavadi. Nam je seveda to zelo žal, ker to je bil za nas en najlepših delov leta, ker smo recimo imeli, ne vem, vsak december recimo 15 do 20 nastopov, da smo se res v živo videli, v živo prepevali naše uspešnice. To je najlepš, kar se lahko dogaja enemu glasbeniku in nam se to dogaja že 33 let. Zaradi tega bomo pač mogoče za kakšno stvar majčkeno prikrajšani, ampak verjamem oziroma siguren sem, da drugo poletje pa more spet normalno zakurbljati vse skupaj, da se vidimo res v živo, kajti naši nastopi to tudi čuke povezuje, to nas povezuje s publiko in jaz sem v bistvu tega v resnici najbolj želim, da se nam to vsem skupaj spet nazaj čim prej vrne. Super. Jože, najlepša hvala za tale klepet. Nekaj. To je to, mi pa se vidimo zopet v naslednjem svetovnem intervjuju.